skozi to mesto, ampak zaenkrat smo naredili izložbeno okno in eno komunikacijsko pisarno z multimedijsko zgodbo, kjer so tri bistvene stvari. In to je, da se Slovenska ljudska stranka kot stranka po odrinjenosti, rečemo nekaterih njenih bivših članov, na obrobje kot bistvo in kot dejstvo pojavlja zopet v Mariboru in okolici. Druga stvar je to, da smo skupaj postavili, da rabimo Maribor kot meščansko zgodbo Slovenske ljudske stranke in z sloganom Maribor zdaj in to takoj. In za podporo moji županski kandidaturi, ker so dolgo časa razmišljali, zakaj sem si vzel Gotovsen. Gotovsen sem bil po tistem, ko so bivšega župana, odgnali iz občine, ampak jaz sem v smislu tega naredil, da sem jaz gotov kot za šolsko nalogo sestaviti projekte za Maribor, kot to zgodbo, ki jo začenjamo zdaj. In res zdaj in to takoj. Na internetu so stvari, pridite, dajmo se pomeniti, pogovarjam se z starejšimi, zato ker mi, tako kot stari lovci, če mladi ne znajo, moramo iti v lov in upleniti nekaj. Tako je zdaj zadnji čas, da ljudem, mlajši generaciji pokažemo, kako se dela, kako se razmišlja, kako kompromise vzpostavi, kako se druge posluša in to je treba napraviti. In če en projekt ne uspe, jih imamo mi zadaj še 10, ki jih lahko za isto vsebino ponudimo, da se potem ljudje odločijo. Prej me je kolega spraševal o tem turizmu. Za mariborski turizem so pomembne gostinske zgodbe za vsebino. In mi jih imamo nekaj zadaj. Eno od teh zgodb je gostinski lokal z tem in onim dodatki Mala Ljubljana. Eno od teh lokalov je v takem in drugačnem okolju Rabljeva kamera z prehrano, da ne bom zdaj vseh našteval. Gre za nekaj teh stvari, ker mi postavimo, rečemo, Mariborčani, ste pripravljeni sodelovati, ste se pripravljeni na nekaj na novo način kuhati. In v vsaki zgodbi gre za tako stvar. Gre za zgodbo, Maribor bi potreboval svojo akademijo, medijsko akademijo, pravo akademijo, ne feri, ki rečemo vzgaja. Mi imamo ljudi, ki bojo lahko ta prostor in njegovo kreativnost prodajali, vnovčili svoje ideje. Nimamo striparjev, nimamo velikih programerjev, mi imamo aplikativne inženirje in tako naprej. Potem gre za te druge turistične zgodbe, imamo dva velika griča, za katere imam tudi načrt, kako jih je treba napraviti. Ampak to se da napraviti z manjšim denarjem. Zato, ker zgodba je ta, danes se ljudje, tu imam predsednika, ki je tudi direktor ene večje firme, ki funkcionira iz leta v leto. Danes je pa treba to reči, glej, denar imaš, ga lahko bilo izčuj, jaz si z mojimi 20-30 tisočaki ne morem privoščiti, lahko si jih. Samo moraš racionalno razdeliti, kako boš naredil, ne moreš kar tako nekaj početi. Predvsem je pa tu največji problem občina. Prva stvar, ko sem bil izbran tukaj za to zgodbo Slovenske ljudske stranke, jaz si vedno rečem stranka na pravi strani, kar v bistvu je, sem šel v Fištravcu. Sem rekel, Andrej, zdravo, takoj smo se zmenila, kaj je najna skupna točka, v smislu, kdo in kaj je v špilu. Potem smo pa začel te stvari razlagati in je z zanimanjem poslušal. Potem se je pa čez 14 dni ustrašil in napisal, žal ne bo to šlo, nekakor ne moremo skupaj. Medtem so ga pa njegova ekipa trikrat opozorila, da je konec najnega pogovora vmes, daj pusti, nehaj ga poslušati, ampak on je vse pokazal radovednost. In mi moramo najprej v Mariboru vzbuditi radovednost, ker ljudje so apatični. Vsi samo kvantajo po bifejih, gostilnah, treba jim je drugače to predstaviti. In zakaj potem potrebujo? Jaz sem danes vesel, da ste mediji tukaj. Da lahko vsaj začnemo, eno malo tak seme damo noter, rahlo zagrnemo, pa naj to sklije, pa drugi in tako naprej. Rad bi, da ljudje grejo na internet, da preko vas zvejo stvari in da se vključijo v to zgodbo. Ne rabijo se v stranko vpisati, morajo se vpisati v mariborski projekt. In če ne bomo danes nič naredili, jaz imam 8 let hčerko staro, najmlajšo, ta starejši 40 let so šli vsi iz Maribora ven. Ta starejši bi se lahko prijavil tudi za direktorja umetnostne galerije z magisterijem in tako bi rekel, Ata, ne v Maribor, ne pridem več, dotovkli so nas. Zdaj treba pa to napraviti drugače. Drugače se je treba tega lotiti. S pogovorom, s takim načinom, kot se zdaj tukaj pogovarjamo, bolj jaz pripovedujem. To bi bilo vloko v bistvu vse.
vseeno boste nekako strnili na kratko te neke glavne točke, ki jih navajate. Glavne točke, sem jo že omenil. Razmišljati je treba o stranki kot stranki in njeni meščanski prepoznavnosti v tem prostoru, v samem kontekstu županske kandidature pa predstaviti to, kar Maribor potrebuje, varčevanje. Jaz se upam prevzeti to zgodbo pa reči, ne bomo več delali dolgo, ampak bomo počasi ali pa relativno hitro jih začeli vračati, ampak da mesto tega ne bo čutilo. Zraven pa vedno s prstom pokaza, kdo je kaj zamolčil, kdo ga je zalomil in kdo se je neodgovorno obnašal do tega, kako je zaradi svojih nekih ambicij, nekih svojih zgodb, ki jih niso zrealizirali, tam so lukne, tam je nedokončano. To je treba v bistvu rešiti. Zraven pa to predstavlja. Drugo pa je iz sebe napraviti kot igralca, režiserja, to, kar sem rekel predsedniku, jaz sem strankin producent, organizator, domišljija te zgodbe. In tako sem rekel, ne mislim se odpovedati tudi svojemu načinu. Zakaj ne bi politični stand-up naredil tukaj, zunaj, na ulici in tak naprej, pa malo z humorjem sebe predstavo ali pa tudi kakšne probleme in težave. Ljudje imajo radi to. Včasih smo imeli Totelis, Veliko zgodbo Pavliha, to so bile vse, kako se reče, komunikacijske zgodbe politike. Zdaj se je po vašem Mariboru že zalomilo s to oblastjo ali že recimo s temi prejšnjimi vašimi? Malo se je začela zadeva, kot da bo vedno trajala ta zgodba že z Sovičem in z zgodbo, ker mi se nismo nikoli po tisti, tu kot imam te plebiscitne razglednice, nikoli se nismo v resnici osamosvojili. Mi smo v nekem friend odnosu ostali z bivšo nomenklaturo, smo rekli, kaj bomo zdaj mi ilustrirali tukaj, tako malo nas je in tako naprej, ampak v bistvu smo si pluli v skledo, ker ta zgodba je morala kot neke vrste nagrado vzeti to zase, mi smo pa samo čakali. Jaz sem tudi čakal. Jaz se nisem prej tega, loteval ali pa kritiziral, jaz sem se ukvarjal s svojim delom in potem kar naenkrat vidiš, da zunaj, ko greš iz svojega televizijskega studia ven, mesto stoji. Isto je kot pred 4 leti. To so megalomanske zgodbe o kulturi, ko sem govoril. V Mariboru je zdaj nastavljen projekt, ki sem ga tudi gre zaživi zdaj na internetu, ker od zdaj naprej bojo vse te stvari gre, ECC kratica MR. European Capital of Culture Maribor Reloaded. Toliko so nas tam kot kulturnike na stran dali eno skupino, ki bi lahko. Po drugi strani so pa zopet toliko nekaj zapravili in se je snobizem šli. Maribor pa nima nič od mesta prestolnice kulture. Na internetu, kar je tak. In to moramo zdaj z temi, ki se imajo, kao Maribor je tako polno umetnikov, moramo z njimi spostaviti nek kontakt, neke stvari in mesto dati tudi skozi to kulturni turizem, takšen turizem. Jaz sem se vmes, še predno sem vstopil v stranko, krepko dajal z to ambicijo umetnostne galerije in teh umestitev in knjižnice in tak naprej. Ampak nihče takrat ni komuniciral. Zdaj bom lahko kot predstavnik nečesa se vključil v to debato in to realnost. Boste malo še o sebi kaj povedali o dosedanjem delom za tiste, ki vas ne poznajo? O sedanjem, jaz sem dolgo časa delal na različnih področjih, gledališču, lutkarstvu, filmu, televiziji, na koncu sam svojo televizijo, ki je ugasnila brez takih ogromnih dolgov kot od kolega Ujčiča, ki se je najbolj bal neke spontane televizijske zgodbe pri meni. Ampak ustavil sem jo zato, ker nihče ni pristopil v to mojo Metkino zgodbo mestnega televizijskega kanala, ker niso verjeli, da ne pripadam nobeni politični grupaciji. On mora biti od nekoga. Ti si danes kot medij, moraš nekomu pripadati, nekdo mora biti tvoj lastnik. In potem se je šlo to utrujanje in dokazovanje tako daleč, da sem moral. Drugače sem pa Ati, 8-letne hčerke, ki je rekla, Ati, boš ti res župan, sem rekel, jaz se bom trudil in moja ekipa s predsednikom Slovenska ljudska stranka bo najbrž tudi kaj za to naredili. Absolutno. Mogoče še torej, ja. Lep pozdrav, seveda tudi v mojem imenu. Sem zelo vesel in da je, bom rekel, Maribor ponovno prebojen, tudi strani Slovenske ljudske stranke. Kot je že bilo povedano, je ogromno neizkoriščenih priložnosti v mestu. Jaz verjamem, da bo z to novo energijo to možno tudi postoriti. Rešitve so na dlani
tudi ogromno dobrih izkušenj, ki jih ima Slovenska ljudska stranka po mestih in občinah po Sloveniji, temu govorijo. Tako da vsa podpora, seveda čas volitev se nezadržno bliža. Najprej seveda gremo, bom rekel, delati predsedniške in državno-svetniške volitve, ki tudi niso nepomembne, pa potem državno-zborski in smo takoj v lokalnih volitvah, bomo v leto volitev in jaz si želim, da bo Maribor se dobro odločil, dobro izbral, imajo odličnega kandidata, bodočega župana in verjamem, da skupaj z njim lahko Maribor naredi velik korak v prihodnost v ta pravo smer. Vseeno je še malo več kot leto dni do lokalnih volitev, zakaj pravzaprav že tako na nek način hitite z kandidatom? Moram reči, da Maribor je pač mesto, kjer smo zaradi dohodkov, ki jih poznate v zvezi z bivšim županom Kanglerjem, mesto, kjer Slovenska ljudska stranka je nekako izgubila tisti stik z, bom rekel, Mariborčani, če temu tako rečem. In seveda smo se potrudili, ker imamo seveda primerne rešitve z svojimi izkušnjami, pa seveda tudi na lokalnih nivojih, da zadevo postavimo in mislimo tudi, da je pravi čas, da izkoristimo čas malce prej, da se kandidat predstavi, da se predstavi tudi Slovenska ljudska stranka. Mi nikoli nismo rekli, da smo kdaj v preteklosti storili tudi kako napako, se posipali s pepelom, ampak v naši zgodbi gre za prenovljeno, novo ekipo, za spremenjeno, drugačno, moderno Slovensko ljudsko stranko, neobremenjeno, z jasnim programom dobrega gospodarja, tudi na državnem, nacionalnem nivoju. Slovenska ljudska stranka tudi gre v parlament, ker brez Slovenske ljudske stranke ni mogoče sestaviti tudi desno-sredinske vlade. Sem pa, bom rekel, tudi žalosten za leta zamujenih priložnosti za to državo, po, bom rekel, velikih obljubah, nadmoralnosti in ne vem kaj vse, da ne naštevam. Dejstvo je, da se še država vedno zadolžuje, to, kar je tudi problem mariborske občine, da nismo počrpali evropskega denarja v tej perspektivi, kar pomeni tudi nazadovanje, tudi v tem gospodarskem delu ali pa možnosti razvoja tudi lokalnih skupnosti, ker smo tudi zdaj v Mariboru, pa po drugi strani prenormirana država, zbirokratizirana in marsikaj je nujno, bom rekel, obrniti, predvsem zato, ker Slovenska ljudska stranka je usmerjena v prihodnost, mi se ne ukvarjamo s preteklostjo, nas zanima, kako bomo jutri živeli, ali bodo mladi imeli zaposlitve, se pravi tudi delo. Delo daje človeku dostojanstvo in seveda s tem si lahko tudi ustvarijo družine in zaživijo neko normalno življenje. Tako da verjamem, da bo za Slovensko ljudsko stranko Mariboru dobra zgodba. Glede na to, da ste SLS je tradicionalno nekako med najmočnejšimi na lokalni ravni, v teh lokalnih volitvah, se morda pripravljate tudi že drugod po Sloveniji na te lokalne volitve in ali verjamete, da vam lahko glede na to, da ste zdaj na državni ravni nekako na najnižji točki uspe kaj podobnega tudi na teh lokalnih volitvah, kar se tiče števila županov in tako naprej? Ja, gledajte, ko je Slovenska ljudska stranka, ko se nam je zalomilo in smo izpadli iz parlamenta, malo za tiste so bile lokalne volitve in tiste lokalne volitve smo dobili. Dobili smo največje število županov, se pravi, to ni bilo, bom rekel, vezna posoda ali povezano. Imamo tudi tretji oziroma četrti rezultat po mestnih oziroma občinskih svetnikih. Slovenska ljudska stranka tudi ni samo stranka slovenskega podeželja, ampak je tudi stranka mest. In jaz verjamem, da bomo dobro zastavili tudi lokalne volitve. Res pa je, da ko je konec enih volitev, je treba dobro delati za naslednje obdobje. In vse se ne gre za to, kar bi si mi želeli, ampak gre v bistvu za to, da imaš tiste te prave rešitve, ki jih ljudje prepoznajo, predvsem pa, da postoriš tisto, kar je pomembno, bom rekel, za državni nivo, zato da bomo vsi bolje živeli ali pa posledično tudi v občinah naših lokalnih skupnosti. Hvala lepa.